Zdaj pa naslednji referent mora biti naš kolega, mladega raziskovalca Žiga Koncilija, ki pa žal zaradi smrtne družine se ni mogel udeležiti naše konference. Ga prosim, če mi dovolite, da jaz kljub temu preberem njegov vzetek. Še enkrat opozarjam, da lahko njegov celotno referat dobite tam zunaj, oziroma najverjetno si ga že vzeli. Tako da Žiga Koncilija, njegov referat pa ima naslov Posameznik primežu treh različnih represivnih aparatov, Ivan Ranciger in njegova življenjska pot. Zgodba Ivana Rancigerja je marsičem zgodba represivnega 20. stoletja. Rodil se je v avstro-ogrski monarhiji, odraščal kot idejno nazorsko zorel v kraljevini SRS v Jugoslaviji, bil priča nemški okupaciji, izgradnji in evoluciji socialistične Jugoslavije, vse do njenega konca ter na koncu tudi neodvisnosti Republike Slovenije. Dveh družbeno-političnih in enem okupacijskem sistemu je izkusil značilnosti vsakokratne državne represije in tako večji del življenja preživel z etiketo političnega nasprotnika ob nadzoru, številnih hišnih preiskavah in aretacijah strani orožnikov, gestapovcev, ubojcev in tako dalje. Preživel je mnoga zasliševanja, mučenja, poniževanja, večkrat je sedel na zatožno klop in izkusil trdoto ležišča s številnih zaporov in taborišč. Ivan Ranciger se je rodil v steklarski družini 9. septembra 1909 na Dunaju. Številčna družina se je v iskanju boljšega zaslužka večkrat selila, nazadnje ob začetku Prve svetovne vojne v Zagorje. Od ranih let je spoznal tegobe življenja delovskih družin in že kot 8-letni otrok poprijel za steklarska dela ter se tako iz prve roke seznanil s položajem izkoriščenega delovstva. Ta izkušnja ga ni pustila ravnodušnega. S polnoletnostjo je stopil v organizacijo v letu uvedbe Aleksandrove diktature, pa je že postal član KPJ. Sodeloval je pri številnih akcijah za izboljšanje delovskega položaja, od prenašanja letakov in priprav na njihovo izdelovanje do organiziranja stav. Bil je med drugim sindikalni funkcionar v steklarskem sindikatu in član okrožnega komiteja KPJ. V obdobju najostrejšega preganjanja komunistov je kmalu prišel v kolesje represivnega aparata kraljevine Jugoslavije. Januarja in maja 1929 je bil aretiran zaradi suma širjenja komunističnih letakov. Junija 1930 zaradi finančnega podpiranja komunističnega gibanja. Februarja 1933 je bil prvič obtožen in obsojen v sodnem procesu pred okrožnim sodiščem v Celju na 2 leti in pol obje, ki pa so se zaradi sodelovanja pri demonstraciji zapornih v Sremski Mitrovici podaljšala na 5 let. Služenje kazni in šolanja na zaporniških univerzah sta ga le še utrdila v prepričanju o pravilnosti izbire politične in življenjske usmeritve, kar pa je bila v medvojnih razmerah nemške okupacije slaba popotnica. Že 17. aprila 1941 ga je aretiral Gestapo, decembra 1941 poslal v Auschwitz, marca 1943 pa v Buchenwald. Tam se je politično aktiviral kot član internacionalnega komiteja in organizator ilegalnega jugoslovanskega komiteja komunističnega. V domovino se je vrnil 6. julija 1945, ko se je v povojnem obdobju zanosno gradila nova socialistična Jugoslavija, se je odvijalo tudi intenzivno povojno sodno čiščenje domnevnih in dejanskih političnih nasprotnikov. V krogu teh so se iz različnih vzrokov znašli tudi nekateri nekdanji taborišči, med njimi tudi Ivan Ranciger. Aretiran je bil 3. septembra 1948. Znova je trepetal za svoje življenje na tako imenovanem 8. dahovskem, natančneje rečeno buchenwaldskem sodnem procesu. Z obtožbo sodelovanja z Gestapom mu je bila 29. junija 1949 dosojena 18-letna zaporna kazen. Pomiloščen je bil in 17. aprila 1953 pogojno izpuščen.
Dolgih 17 let pa je še morala preteči, da je bil 9. januarja 1971 z razveljavitvijo sodbe rehabilitiran. Morda so se vsi pritiski in razočaranja manifestirali v srčnem infarktu, ki ga je doživel leta 1963. Kljub temu pa je z močno življenjsko voljo vztrajal še nadaljnjih 24 let. Umrl je 3 leta pred koncem 20. stoletja. Stoletja, ki mu je po kvaliteti in kvantiteti povzročenih gorja človeka nad sočlovekom težko najti ustrezno primerjavo. To je bil povzetek referata kolega Želja Princilija. Zelo zanimiv škoda, da ga nekaj.